Pozdravljeni še enkrat, Alvin Kelc je moje ime. Vas vse skupaj zelo lepo pozdravljam v svojem imenu in imenu organizatorja, Društva Ekologi brez meja. Začel bom z par opravičili, da spregovarjam jaz pozdravljam besedno mesto naše predsednice Urše Zgojznikove, ki je prav tako obstala v prometu, da se nam še niso vsi uspeli pridružiti, za kateri smo želeli, da bi se nam, tudi dva govorca, tako da bomo počakali z njima do konca in se potem bomo videli, če ljudima uspeti takrat priti. Drugače pa mislim, da smo kar vsi tukaj, ki nam je uspelo pravočasno priti in da bomo lahko spregovorili o tem, kaj današnja tema je. Današnja tema je, zakaj potrebujemo nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene hrane, iz enega prostega razloga, ker je seveda problematika izgub odpadne hrane in zavržene hrane izjemno pereč. Pereč zaradi tega, ker pred parimi leti pravzaprav tega problema čisto nismo naslavljali iz enega razloga, da se s tem nismo soočili. To je bil del biološko razvedljivih odpadkov, s katerim smo pač popravili po eni posebni poti. Toliko nismo tega videli pravzaprav v ozadju, kaj se z pridelano hrano na njeni poti pravzaprav zgodi. Tako da bi jaz še za vse govorce, tukaj imamo slajde. Zakaj smo danes tukaj? Zaradi teh podatkov, ki so seveda v tem trenutku še takšni, kot so. Po statističnih podatkih nekako ocenjujemo, da imamo 168 tisoč ton zavržene hrane v Sloveniji, da je tega 82 kg na prebivalca, in pa po študijah Svetovne živilske organizacije, da je tretjina pridelane hrane ne pride do naših krožnikov. Na drugi strani je seveda obstajajo neki izračuni, ki niso še natančni, niso popolnoma natančni, ampak dovolj natančni, da nam povedo, da problem je, da je to dejstvo in da je to potrebno prej ali slej reagirati, ker mimo grede, zmeraj pravim, da okoljska politika je zmeraj gospodarska politika, gre za podatek, ki pove, da pravzaprav vsi akterji v tem prehranskem krogu morajo popraviti s svojim deležem in si prepričan, da je seveda ukrepanje možno na vsaki od teh točk. Obstajajo celo podatki, ki so še bolj zastrašujoči in ki govorijo celo 270 tisoč ton. Gre za preliminarne informacije, ki statistika proizvaja, s tem, da so to vsi organski odpadki, ki lahko vsebujejo zavrženo hrano. Skratka, imamo količine, s katerimi moramo gospodariti in ravnati na ta način, da ne končajo na odlagališčih, ampak da izvedemo čim več ukrepov za preprečevanje nastajanja in za zmanjševanje. Nacionalna platforma je pobuda za Slovenijo brez zavržene hrane in ko smo na Ekologi brez meja razmišljali o tem, na kak način se tega lotiti, smo ugotovili, da se lahko lotimo na dva načina. En je tale, ki se ne vidi za mizo, ampak tiste odločevalski krog v vsakem gospodinstvu, kjer se mi z izbiro jedilnika odločimo o tem, kaj bomo kupovali, kako bomo shranjevali, kako bomo pripravljali in kako bomo odmerjali to hrano lastnim članom gospodinstva in potem tudi, kaj bomo s tem naredili. Ali bomo dali v rjavi zabojnik za biorazgradljive odpadke, ali bomo to investirali. In seveda, Ekologi brez meja v tem trenutku peljemo kampanjo zmanjševanja doma v gospodinstvu z spletnim dnevnikom, kjer lahko spremljate, kako sami pri sebi ravnate in na podlagi tega potem tudi ugotovite, kje je potrebno ukrepati, kje je potrebno kaj spremeniti. Vendar ključna točka za danes je dejansko tale del živilsko-prehranske verige, kjer sedijo ključni deležniki na področju zavržene oziroma odpadne hrane. Od kmetijstva, transporta, živilske industrije, skladiščenja, trgovine, gostinstva, se pravi od cateringa do
restauracij in pa seveda tistega dela, ki smo prej omenili, gospodinjstev. Seveda ima tudi izhod, nekaj gre na kompostiranje, nekaj gre pa v bioplinarje oziroma na odlagališče odpadkov. Kar z drugim pomeni, da še vseeno mi z tem biološkim odpadkom, tako na široko vzotavljamo, seveda še zmeraj obremenjujemo svoje življenjsko okolje na lasten strošek. In seveda, če govorimo o nacionalni platformi, predpostavljamo sodelovanje. Sodelovanje je beseda, ki v zadnjem času v Sloveniji doživlja precejšnjo inflacijo. Nisem pa prepričan, če mi pravzaprav razumemo, kaj to je. Namreč sodelovanje ni izsiljevanje drugega, ni prisiljevanje drugega, ampak je delati skupaj za skupni cilj. In po mojem najboljši primer prikaza tega, kje v Sloveniji smo, smo verjetno nekako kot ti dve muli, ki poskušate zasledovati vsaka svoj cilj, sta pa usodno povezani, ne morete ena brez druge. In ko se trudita in trudita, nikako ne morete dospeti do svojega cilja. Porabljate ogromno količino energije, da bi na koncu končali tukaj in se začeli vpraševati, kaj je pa pravzaprav tista pot, za katerim ukrepanjem lahko pravzaprav mi dva preidemo v to situacijo, do kateri smo se našla, do kateri stojima vsak sebi in uporabljamo golo moč za to, da bi premagali drug drugega. Da bi seveda ugotovili, da morate sodelovati, zato da pridete do cilja in na ta način je pravzaprav gre za grafični prikaz matematičnega modela, kako pravzaprav sodelovanje spodbuja, kako sodelovanje spodbuja blaginjo vseh udeležencev v procesu, seveda ob predpostavki, da igramo pošteno. Se pravi, da nihče med nami ne skriva zadaj, kakšnega svojega, in to se lahko naredi edino na način transparentnega sodelovanja v obliki nacionalne platforme. In glede na to, da smo imeli pred kratkim izjemno uspešno prvo slovensko konferenco o zavrženi hrani v organizaciji Fakultete za zdravje Univerze na Primorskem, ki je organiziral profesor dr. Peter Raspor, kjer je bil v uvodu matematik, ki nam je povedal, da za velike sisteme, če želijo biti učinkoviti dolgoročno, nam je povedal, da morajo upoštevati 5 ključnih dejavnikov, upam, verjetno se nisem zapomnil vseh, ampak med njimi so seveda odprtost, inovativnost in pa tisto, kar je mene zelo presenetilo, prizanesljivost. Če smo prestrogi drug do drugega, se zna zgoditi, da se bo vsa odprtost, inovativnost discipline razpršila v prostor. Skratka, jaz si želim, da bi današnji prostor bil čim bolj odprt, da povemo vsi, kar mislimo na svojem področju, da lahko prispeva k tej ideji, k tej pobudi za nacionalno platformo, zato, da se bomo lahko v prihodnjih mesecih skupaj spustili po poti tega, da je dejansko tudi ustanovimo z namenom zmanjševanja in preprečevanja nastajanja zavržene odpadne hrane. Cilj Društvo ekologije brez meja cilj predlagamo, in to je -50% takšnih odpadkov do leta 2025. Zdaj mi pa povabil, oziroma